Pomembno se mi pa zdi, da preden začnemo, omenim to, da dve skladbi, ki jih boste danes slišali v okviru predstave, so avtorska dela naših učenk. In sicer prvo skladbo, ki boste slišali, so napisala besedila in melodijo učenke, ki so obiskovale glasbena dela. V svojih besedilih so opisale, s kakšnimi težavami se srečujejo vsak dan. Torej, dobro poslušajte, da boste zvedeli, kaj jih teži vsak dan, s kakšnimi težavami se soočajo. In pa še eno prelepo balado bomo slišali z naslovom Čudeži, za katero je besedilo in melodijo napisala učenka Neja Marot in jo bo tudi odpela kot solistka. Želim vam prijeten ogled in pa seveda, če vam je kaj še posebej všeč, lahko naše nastopajoče tudi med prireditvijo nagradite z aplavzom. Pozitivne spodbude smo vedno veseli s tribune. Hvala in uživajte. Se reži, vrdo sem stoji, riba, pisna, slico mudi. Vsak ima svoje probleme in težave, a noben pove zares jih na glas. Vse je ista muka, nič se mi ne da, učiti nam težijo, nič ne pustijo, ker nekaj govorijo, vsaki starši obvestijo. Nekaj sam teži, sej ni to hudo, da ti praviš z nami, či super nam bo. Sedite se. Jon, ti se usedi sem. Pika, tale je tvoj stol. Rok, ti greš tja. Elina, ti sem. Ana, ti pa tja. Dobro, kdo bi mi rad prvi povedal, kaj se je zgodilo na hodniku? Rok, bi mogoče ti začel? Jon, mogoče ti? Gospa učiteljica, jaz bom zadržal svojo pravico do molka. Seveda pa jaz nisem ničesar. Seveda ti nisi nikoli nič kriv. Dobro, vidim, da vidva še nista pripravljena na pogovor. Hana, bi mogoče ti povedala, kaj se je zgodilo? Kaj, Hanči, a upaš povedati, kaj je bilo? Jon, prosim, da se umiriš in ji pustiš do beseda. Seveda, vse, kar si želim, je, da pove, da ni tako nedolžna, kot vsi mislite. Dobro, kar ti pove do konca. Kar naj to čudakinja pove. Jon, prosim, da nehaj z žaljenjem in ji pustiš do besede, če ne pa ti pove, kaj se je zgodilo na hodniku. Kar Pika vam naj pove. Kaki loser si ti, sko se neki ven mečeš, na konc pa vedno druge potunkaš. Ti si Pika, neka pusta! Sedite se!
kričite drug na drugega in zganjate nasilje. Takole bomo naredili. Za nekaj časa vas bom pustila v razredu, da vsak razmisli o tej situaciji. Na list boste zapisali, kaj se je zgodilo. Ste razumeli? Iz te učilnice ne boste odšli, dokler mi nekdo ne pove, kaj se je zgodilo na hodniku. Dobro, pričnite z delom, kmalu se vrnem. Torej, kaj bomo? Kaj bomo, nič ne bomo. Tu bomo sedeli do 2, pa manj staga, tako mora spustiti. O, kako čudovit plan. Ti krčiči tule 3 ure pa čakaj. Jaz ne bom, a ne boš. Ja, pa res ne vem, zakaj kar ne greš, če si tako pogumna. Dobro, dajmo se zdaj pomiriti in pogovoriti, kako bomo rešili to zadevo. Dlje časa, ko se bomo kregali, dlje časa bomo to. Se čist strinjam, s tem kričanjem pa obtoževanjem ne bomo čist nič rešili. Najprej ugotovimo, kaj se je sploh zgodilo. Vse je bilo tako na hitro, da sploh nisem nič videl, kaj je bilo. Sam to se spomnim, da je nekaj zaropotalo, naslednji trenutek pa sta že bila Elina in Jon skupaj z mano na tleh. O, moj bog, pa se ja vsi vemo, kaj se je zgodilo. Besni Jon je tako vem prikorakal na hodnik, pa vrgel ključe v okne. Evo, to je bilo. Jaz te razbil. Jon, jaz res ne razumem, kaj je s tabo narobe. Pa kaj ti je res ne znaš druga, ko sem napadat, pa grozit z najhujšim. Razbil te bom, ubil te bom. Jaz napadam, drugi mene napadajo. Vsi od prvega do zadnjega. Mi najedajo, težijo, po živci skačejo. Kdo te gnjavi? Ti sam se gnjaviš, pa še nam povrh. A vidiš, tega imam jaz dost. Vsi se spravljate na mene, pa vam noben nič ne reče. Kaj pa jaz? Jaz se sam branim. Ja, pa si kdaj razmišljal, da bi se branil kako drugače? Če bi se ti saj enkrat ustavil preden greš napad in jasno razmislil, bi ugotovil, da ti v bistvu noben nič noče. Ti sam narediš dramo iz nič. Se zavedaš, da ti spet grozijo pomin? Pa naj mi ga dajo, pa naj me vržejo iz šole, pa naj mi naredijo, kaj hočejo. O, kako si pa ti pogumen. Ne verjamem, da ti je res tak se en. Veš, kaj jaz mislim? Ne, in me ne zanima. Ljudje, ki so tako polni jezi kot ti, namesto da bi reševali svoje težave, raje svojo jezo sproščajo tako, da izvajajo nasilje. Pa kaj bi ti rad? Ničesar nočem. Zakaj se spravljaš na mene? Ne spravljam se na tebe, samo pogovoril bi se rad s tabo normalno in mirno. Ti pa se že spet razburješ. Veš, kaj si ti? Ti si hinavc. To je prav. Ti si lažnivc, ki se rad dela prijaznega, pa fajnega, pa vsem se priložuješ. Učiteljcam, sošolkam, ravnatlu, čistilkam. Ja, lej, treba je biti v dobrih odnosih. Pa misliš, da si se imel kao ful prijatelj, ko pa se obrneš, te pa vsi šimfajo. Ja, to se boš moral pa z njimi pogovoriti, to ni moj problem. To ni moj problem. Pa, lej to, kak si oblečen, mislim, modra, zelena barva, to sploh ne gre skup. Oblečen? Tole mi bi pa res lahko uničilo dan. Ja, ti ni všeč, meni je okej. Brezvezen si. Jon, kaj bi ti sploh rad? Pa ne vem, kak si lahko tak hladen. Hladen? Ja, nič se ne sekiraš. Seveda se tudi jaz sekiram, ampak za takele prazne besede pa res ne. Če se nekdo takole dere na mene in me žali, je več kot očitno, da ima on težavo, ne jaz. No, sej, jaz tudi tako razmišljam. Ja. Veš, kje je ključna razlika med nama? Da se jaz z drugimi ne obremenjujem, tako kot ti. Če se pa zares znajdem v težavah, pa poskušam težave rešiti čim hitreje, vsekakor pa ne iščem drugih krivcev za moja dejanja. Okej, mogoč imaš prav. Sem pa čez, kaj ti nimaš težav? Si čudež narave, človek brez problemov. Seveda imam tudi jaz težave. V bistvu imam precej konkretno težavo, s katero se spopadam vsak dan. Recimo imam prirojeno diskalkulijo. Kaj? Diskalkulijo. Pa ti si res cel skompliciran, še bolezni preprosti se ne more zmisliti. To je podobno kot disleksija, ker imajo težave z branjem in pisanjem. Pri diskalkuliji pa imam težave z branjem in razumevanjem številk. Ja, pa kak to misliš? Torej, tam gledaš račun, pa kar naenkrat ti pridajo številke, pa tam en plus, ali pa tam 5, pa 7, pa 3, pa 4, pa 8, pa 1, pa pol že imaš kar cel žur.
Tako nekako, najprej ne veš, kaj ti je. Številke so pomešane, nikakor ne razumeš računa tako, kot ti ga predstavi učiteljica. Poskušaš razumeti, a ne gre. In ko se zavedaš, da nekaj ni v redu, poveš staršem in začneš raziskovati. Greš do specialistov, oni ti pojasnijo diagnozo ter te naučijo, kako težave odpraviti ali vsaj omiliti. Diskalkulija ne ovira tako zelo. Ampak, kaj boš pa počel v življenju? Številke imaš še vse posod. Pa ne, da te skrbi zame. Pa daj nekaj za en. Kaj pa je to? Olej, kaj sem vam nekaj prinesel? Čokolado. Ti bi prej steklino dobila, ko pa uno čokolado. Ti imaš pa oštar jezik. Pa kaj bi ti rad mulj, da ti zobe več zbijem? Jaz sem mislil, da bi rad kršil ven iz te učilnice, tako da mislim, da to ni bi dobra ideja, ne? Mali ste mu dal. Ti kar dej, sej neki zobo imam še vlečnih, tako da bo škoda sam te. Ti mali si pa pogumen. Kaj se lahko ti prosi malo zabremzaš, na tega malega se spravljaš, kaj bi ti rad z tem dosegel? Ne vem, pust me je Jezusa. Ja, seveda, Jonči je jezen, pa ima novice tih, pa ga primir pusti. Kaj bi ti rada? Dej, se tam pa nehi, no. Saj veš, kaj sva rekla, če ti kdo ni všeč, ga pač pustiš pri miru. Grem jaz po učiteljico, vi tak danes ne boste fertik. Moče, res ne boš, da greš. Čakaj, povej učiteljici, da smo z rokom nujno mogla iti na WC. Takoj prijemo nazaj. No, prav, treba. Punce, nekaj moramo narediti. Se vidite, da Jon sploh ni pripravljen sodelovati. In priznati, da je on različni, bo nobenega smisla nima, da smo zdaj vsi tu zaprti. A mislite, da bomo na koncu vsi kaznovani? Ne, samo tisti, ki so krivi, Hana. A te mogoče skrbi, da imaš kaj zapovedati? Veš kaj, Pika, ista si kot Jon. Brez razloga obtožuješ ljudi. Pa se smo ja vsi videli, da je Jon razbil šipo. Ja, zakaj je pa razbil? Hana, mogoče ti veš, zakaj je tebe obtožil?
Ne vem, to je pač Jon. A dej, Pika, no. Ne, vse v redu. Bom rekla učiteljici, da sem jaz vrgla jabolko v glavo in bo konec tega. Opa, si videla ti tole naše Hanči? Ja, pa naredimo tako, pa grem jaz kar po učiteljico. Absolutno ne boš. Pa kaj je s tabo? A res nimaš niti malo vesti? Moja vest je čista. Če sem se zdaj jaz kriva, se sama to predlagala. Teb sploh nisem zaupati. Hana, zakaj si to počneš? Ne moreš kar tako dovoliti, da ljudje hodijo po tebi. Moraš se znati postaviti za sebe. Tak ne gre, da kar obupaš, pa pustiš, da potegneš kratko. Kaj pa naj? A imaš sploh kakšno drugo možnost? Ja, itak, da jo imaš. Mene že ne boš prepričala v to svojo zgodbo. Ne vem, kaj je razlog, da bi rada prevzela krivdo nase, ampak verjemi mi, da s tem ne boš pridobila čist nič. Izgubila pa tudi ne. Hana, veliko lahko zgubiš in res ni potrebe, da zagovarjaš nekoga, za katerega veš, da si to ne zasluži. In če misliš, da ti bo Jon hvaležen, se motiš. Prav je, da se zna človek boriti za tisto, kar je prav. Mogoče je to tako pri tebi, pri meni pa nima nič več smisla. Hana, kak nič več? A ti veš, kaj vse se nam boš v življenju zgodil? A se sva ja komi začeli živeti? Zakaj tako razmišljaš? No, poglej, a misliš, da mi bo kdo verjel? A ti res misliš, da se je kdo pripravljen postaviti na mojo stran? A ti res verjameš, da je komu sploh mar za mene? Meni je. Super punca si, prijazna, nikoli se ne kregaš, ne kompliciraš. Ne vem, če je res tako. Veš, koliko kar slišim za sabo, opica, krava, čudakinja. Veš, ko vsak dan poslušaš te zmerljivke, začneš počasi verjeti, da si res vse to, kar ti pravijo. Navadi se teh hladnih pogledov in čez čas res nima nič več smisla. Res mi je žal, da moraš to vse to. Pa škoda je, da si uničuješ dan zaradi teh nesramnih jezikov, ki itak sam preganjajo svoj dolgčas, pa se niti ne zavedajo, kaj počnejo. Hana, oni tebe sploh ne poznajo. Ne vem, če bi me kdo zares hotel spoznati. Jim je čisto lepo brez moje družbe. Ja, sam tudi ti rabiš družbo. Že vem, v petek gremo s puncami na vročo čokolado. Kaj če bi šla zraven? O moj bog, njo boš povabila na vročo čokolado. Upam, da ne bo oblekla tele razvlečene majice. Jaz bi se pogreznala v zemljo. Pa da nisi ti mogoče malo ljubosumna, ker sem jo povabila zraven. Jaz? Na tole? Nisi resna? Ne je poslušati, Hana. Sam ljubosumna je, ker je nikoli ne povabimo zraven. In to zato, ker je nesramna in jezikava. Zato te nočemo v svoji družbi. In pri tem ti tale tvoja supermoderna majica čistič ne pomaga. Ti, Hana, ti pa si prijazna, razumevajoča in zato bi bilo res super, da greš z nami. Ne vem, če je res tako. Veš, nočem, raje ne bi, ker mislim, da bi se bi mi bilo neprijetno. Ja, pa česa te je strah? Da bi se usmešila, da bi me punce zmerjale, da bi bilo potem vse samo še slabše. Slabše od česa? Od trenutne situacije, ko si čist sama. Nič takega ne bo, obljubim ti. No ja. Hana, niso vsi ljudje škodoželjni. Punce iz naše družbe so res prijazne. No, ja, včasih znajo biti malo zafnane, ampak tako hočejo sam prikriti, da jim je narodno. Verjemi mi. Mogoče imaš prav. Res, nikoli še nisem šla na pijačo. Pa to bo super, dej no. Saj veš, kaj pravijo. Ponujeno priložnost je treba prepoznati in zagrabiti. Jaz mislim, da ti tele ne bi smela izpustiti. Pa ne bojo punce ničezne, če se kar pojavim zraven. Seveda ne. Vse se tudi one zelo rade družijo. Hana, ti nujno rabi spremembo v svojem življenju in samo ti sama lahko narediš nekaj za to, da ti bo lepše. Lej, pač vem, da se bojiš, ampak je treba enkrat narediti nekaj drugače, da se zgodijo spremembe. In najpomembnejši je prvi korak od tu do tam, kamor želiš.
pa je skrajni čas, da se končno normalno pogovorimo. Pogovorimo, nimamo se kaj za pogovarjati. Stvar je popolnoma jasna. Jon naj pove tako, kot je bilo, ostali pa lepo gremo domov. Ti tak ne znaš druga, ko sam za sebe skrbeti. Ja, za koga pa bi? Pika, to ne gre tako. Najprej se moramo vsi pogovoriti in prijeti zadevi do dna. S tem tvojim obtoževanjem nič ne pomagaš. Kaj pa, če se dogovorimo tako, da nihče ne bo preveč nastradal? Recimo, da tokrat stopimo res skupaj in omilimo situacijo, da je šlo za nesrečo. Za nesrečo? Kaj? Ti že veš, da ni bila nesreča. Kaj si se končno zgodila, pa ugotovila, da bi lahko malo nasankala? Nič takega nisem mislila, sam da veš. Hana je bila pripravljena vse priznati za to, da bi nas rešila iz te situacije, ti pa si takle nesramen do nje. Adej, ona me je hotela rešiti, ona, hinavka. Ona točno ve, zakaj si vrgel ključe v okno. No, ko si pa tu dobra pa poštena, pa povej, kaj je bilo na hodniku. Dobro, jaz ne vem, kaj naj še rečem, a se res ne znamo normalno med sabo pogovoriti. Čaki, Jon, o čem ti govoriš? A hočeš povedati, da se je na hodniku zgodilo še kaj, kar ne vemo? Pa Elina, nehi že drezat, no, vse vidiš, da se hoče sam izmuzniti, pa tako zmeri zam še laže. Ne pa se ne. Jon, zakaj si vrgel ključe v okno? Zato, ker mi je tale hinavka vrgla jabko v glavo. Nisem naredila tega. Kaj nisi? Jon, ni naredila tega. Ja, sem vedel, ti mi pridigaš v nekem prijateljskem zaupanju, pa mi tule lažeš. Pa sem ti verjamem. Ja pa kak zdaj? Ja, verjamem ti, da ti je nekdo vrgel jabolko v glavo, ampak sem prepričan, da to ni bila ona. Saj tudi ti ne misliš, da bi ti ona vrgla. Ko sem se obrnil, je bila za mano ona. Ko si se ti obrnil, so bili ključi že v oknu, ti sploh ne veš, kdo ti je zares kaj vrgel. Spravil si se pa na prvo faco, ki si jo zagledal za sabo. Res velika sreča za Hano, da je bila to ravno ona. Sam, Hana, ti bi pa lahko vedela, kdo je vrgel jabko v Jona. Saj si bila čisto zraven. Res, prosim, nočem nobenega izdajati, čisto v redu je, če Jon reče, da sem bila jaz. Ker si tudi bila. In točno veš, da tudi če priznaš, ti bodo učitelji pridni Hanici takoj odpustili. Kaj pa Jonu? Jonu pa ne. Jon je pa za vse kriv. Pa daj nehi jamarat, saj si ja res vedno vse kriv. Do te le sili, da kar naprej oslarije delaš. Kdo? Drugi. Nekdo mi vrže jabko v glavo, ampak ne. On mora to mirno sprejeti. Jaz se ne smem braniti. Seveda se lahko braniš, samo ne tako, da stolčiš pol šole. Imel si 1000 možnosti, da situacijo rešiš na mir način. Ne, tebi se je zdelo najbolje, da nekomu oko iztakneš. No, kaj bi pa ti naredil, ko si tak pameten? Ja, lahko bi se mirno obrnil, pobral jabolko in šel naprej. Lahko bi se mirno obrnil, pobral jabolko in povedal enemu od učiteljev, kaj se je zgodilo. Mislim, 100 načinov, da reši situacijo na miren način. A ti zdaj le vrčem nekaj v glavo, pa da vidimo, kaj ti narediš. Dost, nehita, nismo še fertik. Torej, ko si vrgel ključe, sem jaz stala zraven roka pred tabo, za tabo pa sta bili sam Hana in Pika. Jaz? Wow, res si nas zelo dobro okrog prenesla. Čestitam, res si dobra igralka. Ves ta čas si vedela, da se je vse to začelo zaradi tebe, pa tvoje neumnosti, pa v vsem tem času nisi rekla nič. No, kdo je zdaj? Ej, kaj? Pač smrgla jabko, mislim, je bilo to fora, okej? Bravo, res odličen hec. Pač, malo sem hotela Jona sprovocirati, ko vedem klovna med odmori špila. Nisem si mislila, da bo šla tudi budala ščipo razbit, pa da bo pol nastala cela štala. Ki sem zadavil. Ko boš? Več, no. Tak je, ja. Tebi se zdi to, da vržeš jabko v glavo nekomu iz čistega dolg cajta zabavno. Pika, resno. Mogla bi vedeti, da je metanje stvari v glavo tak napačna stvar, da ti niti na misel ne bi smela prideti. Kaj šele, da bi kaj takega res naredila? Sploh ne razmišljaš. Veš kaj, čist pravi, da dobiš najhujšo možno kazen za tole. Si boš vse kaj zapomnila, upam. Res sem vesela, da se je tole vse pojasnilo. Tudi jaz. Predlagam, da pokličemo učiteljico in ji Pika vse lepo pojasni. In tudi ti Jon boš povedal tako, kot je bilo.
vse, kar nad mano je. Res ne vem, zakaj to dogaja se. To naprej bo vse čarobno, ko da vidim pravljico, kjer se teče in nasproti in ne moreš slaviti se. Le zakaj me čuje sveti se, maga mi moja oč, saj spregledam jo povsod. Zakaj to zgodilo se še ni? Zdaj vem, da mogoče začara me v mogočni svet, kjer vidim polno čudežnih stvari. Ko pomislim ti, kaj začara me, res ne vem zakaj, to sprašujem se in pogledam tja v ogledalo se, če še vidim prav, kaj za mano je. Zdaj pa vidim, kaj v meni in kaj z mano dogaja se. Vedno čutim res posebno energijo, ki žari. Le zakaj me čuje sveti se, maga mi moja oč, saj spregledam jo povsod. Zakaj to zgodilo se še ni? Zdaj vem, da mogoče začara me v mogočni svet, kjer vidim polno čudežnih stvari. Hvala, družba, kako smo zdaj? Kaj bi ti spet rad? Nič, malo vode sem prinesel, ko eni ste kar glasni, ne? Pa hladna voda pomiriše tak žgočen besed. Wow, a je to citat kakšne znane pisateljice? A lahko greš ti tale svoj dolg čas nekam drugam preganjati, pa nas prijet pustiš? Men pa res ni dolg čas, jaz danes pomagam učiteljici. Pomaga učiteljici. Ti pa res nima življenja. Mene dopolj. On nima življenja, pa vidiš ti sebe. Pa ko si jaz spet kriv? A daj, imam idejo. Če imaš slab dan, daj se nasmej. Dvigni glavo gor, se bo okej. Tudi če ne bo tako naprej. V sebi čutim, da še bolj do zdaj.
pa si malo boljše volje. Pa veš, da se mi zdi, da smo kar vsi malo boljše volje. Pa ja, zdaj je tako, ja. Stvari ne moramo spremeniti. Opa, tole pa ne zveni čisto Jon. Itak, da ne moreš nič spremeniti za nazaj. Lahko pa se sprijazni s tem, kar si naredil, spremeš posledice in greš dalje. Dalje do naslednjega pretepa. A dej, Pika, no ne boš zdaj bolje spijati. Jon, jaz vem, da ti veš, da to, kar si naredil, ni prav. Sprejmi to, povej mu učiteljici, najbolj pa mislim, da bi se moral opravičiti Hani. Pa dej, no. Ne, vse v redu, je že mimo. Vidiš? No, dej neh, Jon. Če misliš iti v življenju čez težave za malo manj škode, bo treba enkrat si priznati, da tudi ti narediš kaj narobe. Rekel si, da imaš dosti tega, da se kar naprej zapletaš v neke težave. Evo, zdaj imaš konkretno priliko, da poskusiš, kak je, če težave rešuješ na pameten in odgovoren način. Drugač ne boš nikoli nič spremenil. Torej, pojdi do Hane, se lepo pogovori z njo in se ji opraviči. Potem se pogovorimo še z učiteljico in zadeva bo končana. Kaj to misliš, lepo pogovoriti? Saj veš, če hočemo dober in spoštljiv odnos, govorimo lepo in prijazno. No daj, to už zmoga. Okej, probi. Smo že kar dolg tu, ne? Pa smo res, ja. No, se veš, kar si se veš, tak pač je, ne? Kaj je tako? Pa dej, no, kaj te bi vse treba razložiti? Ne, mislim, prosim, nadaljujem. Kaj bi rad? Pa nič ne bi rada. Joj! Bravo. Pa, to sploh ti ne... Veš, kak se ona sploh se ne zna pogovarjati. Ja, valjda, v njej je spet težava, ne? Ajde, Jon, zadeva ne bo dokončana, dokler tega ne narediš tako je treba. Pa dej, no, to je tak smota. Na začetku je marsikaj zoprn, poj se pa človek navadi. Super bi bilo, če se navadiš biti prijazen. Okej. Hej, Hana, pač se veš, oprosti, ker sem te hotel ubiti, pa ker sem te obtožil, da si mi vrgla jabko v glavo, pa ker si te odbil, pa sem drl na tebe, pač se veš, pač hotel sem reči, upam, da mi lahko oprostiš. Hvala, zelo lepo si to povedal. Ja, no, polje pa zrihtan. Ne, ni. Pika, zdaj še pa ti. Jaz? Kaj pa ne bi zdaj jaz naredila? Mislim, da bi bilo čisto prav, če se Jonu opravičiš. Pravzaprav si ti tista, ki si sprožila ta dogodek. Jon, oprosti, res mi je bed za to, kar sem naredila. Hvala. Ja, stvari niso nikoli take, kot se zdijo na prvi pogled. Zato je pomembno, da ne gleda sam z očmi, ampak tudi srcem. Ne obsojaj, če te nekdo res zanima, mu daj priložnost, da ga spoznaš. Vsekakor pa se trudi, da v ljudeh iščeš dobro. Saj me uje, čakam zaman, da bi v barve spremenil ta dan. Kot vihar je moj nebira zdaj pet, zmagaj ni brez obit. Rad mi tam a padeš tam za vsakega trn je zato, da spoznaš in ceniš svet, ki v objem tvojih rok je ujet.
zdaj gremo? Ja, jaz sem ful utrujen, to te kar utrudi. Ja, manj težav, ko si boš nakopal na glavo, manj boš utrujen. Pa ne, spet. Ne, fajn si tole speljal. Se vidiš, kako se da enostavno rešiti stvari, če se znaš pogovarjati. Ampak ko pomeni sem dobil, Jon, zelo sem vesela, če si se iz tega res kaj naučil. Ampak se veš, da je treba za posledice svojih dejanj prevzeti odgovornost. Pika, zate velja enako. ja, saj se trudim, sam ni tak lahko. Nikoli ni enostavno, pa nikoli ni zares konc težav. Za začetek pa je dovolj že to, da se boš vsak dan trudil biti prijazen, potrpežljiv in spoštljiv. Zelo lepo si to povedala, Elina. Kaj ste se že kaj naveličali sedeti te učilnici? Hej, Max, spet tu, ne? Marija, ko se pa s tabo naredili? Max, kaj pa če bi ti raje Jona primer pustil? Ok, bom nehal, ko ne vem, če me bo užgal, ali mi bo ljubčka dal. Mali, tema se bude tako odmeri. Na živce, ok? Tak da dejma v malih stavkih, pa bo vse v redu. Ok, lahko dala pa vse roko. Ma najdi go. Haleluja. No, lepo. Potem smo pa za danes končali. Jon, Pika, vidva pa se jutri oglasita v mojem kabinetu. Smo razumeli? Smo.